tukaj je naša prva Point Sonč raziskovalna izkušnja na Novi Zelandiji. Hej, hau! Dobrodošli v novi epizodi življenja na Novi Zelandiji, v kateri si bomo pogledali čudovit Lake Tekapo, ki je za nama, ki v svoji okolici skriva tudi zelo lepe rastline lupine. Pa na lov gremo za najmanjšimi pingvini na svetu, tako da pestra epizoda je pred nami. Poleg tega pa vam razkriva tudi, kaj bo najina prva služba v Novi Zelandiji. Iz Blenheima najo je pot vodila južno po vzhodni obali Južnega otoka proti mestu Timaru, kjer se nahaja ena izmed kolonij najmanjših pingvinov na svetu. Vmes med vožnjo pa seveda narediš kakšen postank na kakšni ful lepi točki, kot je recimo tale. Midva sta namreč na lovu za morskimi levi in greva kar na tole plažo za nama jih pogledati. Zdaj tele pa samo en nasvet. Recimo najprej sva šla do Google točke, kjer je največ ljudi, pa to ni vedno najboljša izbira. Pa niti ne zaradi gužve, kakor to, da je bila v bistvu tako velika ograja, da sploh nismo mogli do plaže priti. In sva se lepo kilometrček nazaj zapeljala, tlele imava pa prost dostop čist do njih. Če se odpravite do točke Ohau Point Lookout, kjer se večina ljudi ogleduje tujulne, se boste sigurno peljali mimo tega maorskega kipa pri Paparoa Point Rest Area. Najino priporočilo je, da se ustavite tukaj in si tjulne pogledate bolj neposredno. Vendar pozor, čeprav so tjulni načeloma miroljubni in človeku nič noče oziroma se ga celo bojijo, jim ne hodite preblizu. Še bolj kot to, pa bodite pozorni, da na kakšnega ne stopite oziroma jih ne pohodite. Tjulni se namreč pridejo na obalo spočit in ogret, zlasti starešine pa se radi dajo v zavetje velikih previsnih skal. Ko se spuščajo sproti obali, verjemite, da jih zaradi sonca in njihove barve verjetno ne boste opazili, dokler ne boste čisto zraven oziroma bo na vas zarenčal, ker ste vstopili v njegov osebni prostor. So pa nekateri bolj boječi od drugih. Samo pogledajte tega pikca, kako mirno počiva na skalci. Videli boste pa tudi ogromno mladičev, ki se veselo igrajo in podijo po skalah in morju. Ponč, a si vedel? Kje si? Ja, a si vedel, da morski levi ne jejo samo ribic pa lignov, ampak jejo tudi pingvinčke? Ne, Ja, pa ne pingvinov. niso zdaj več tako cute tile morski levi, ja? To je čisto zaglišče mi ne povedala. Ja, klele so tudi pingvini in jejo tudi pingvinčke. Verjetno. Saj kle so te najmanjši pingvini na svetu, če se ne motim. Bova šla na lov za njimi. In zopet naprej po cesti do mesta Timaru. Gre za ogromno mesto, dobrih 160 km nižje od Christchurcha. Ime izvira iz maorske besede Te Maru, kar pomeni place of shelter oziroma prostor za zavetišče. Gre za pristaniško mesto in drugo največje ribarsko pristanišče v celotni državi. In tako zraven pristanišča je tudi Freedom Camp. Tokrat sicer kar na parkirišču, ampak je pa služil za super izhodiščno točko. Za več informacij o Freedom Campih in van lifeu si lahko pogledaš ta video, ki je na voljo za člane najinega kanala. Ali pa poslušaš tale livestream. No, kam si prišla? Na lov za pingvini greva. Kar takole, sred industrijske cone. Jaz ne vem, kje so pingvini to plažo najdel, ampak baje se jih tukaj najlepš vidi. Ja, zdaj teli pingvini so dokaj nepredvidljivi. Ful so plašni, tako da dejansko upava, da bo kakšnega videla. Pa še ena stvar, niti nisem prepričana, da so na ta pravem mestu. Tele sicer table so pač ne, brlog je zraven, ne, pač ne imeti psov in bla bla bla, ker jih to moti. Ampak po Googlu bi pa mogel nekako marširati po promenadi, pa sam gleda dol na skale, tako da ne vem, bomo videli. Pingvinčki v bistvu pridejo iz vode in grejo v svoje gnezdo in takrat jih pač lahko vidimo, ker potem v gnezdu so skriti in jih lahko sam še slišiš. Tako da midva se zdaj odpravila po 6 uri, se jih ne bi videli, pa nekje v bistvu najbolj aktivni so po sončnem zahodu, ker se vse skupaj ful umiri. Tako da sva si zdaj vzela nekaj 4-5 ur, pa upava, da ne zmrzneva, pa upava, da vidiva pingvine. Ne še tako hitro, se najprej prestavlja na boljšo lokacijo.
Zdaj smo tlele na vrh na tej potki in gledava direkt dol na tele skalce. In še najboljša fora pri vsem temu pa je, da je prišla v bistvu ena izmed teh, ki čuvajo pač prostovoljk, tele pingvinčke, in nam je povedala, da je to v bistvu najboljše mesto od vseh, ker imava 2 aktivna gnezda direkt pod sabo. Tako. Še malo bo treba počakati. Še majčkan, ja. Prostovoljka nama je tudi povedala, da jih danes pričakujejo okoli 21:30, tako da bom mogla kar še dobro uro počakati. Pa upam, da v mestnem cajtu ne zmrzneva, ker zdaj je začel pa še ful pihati. Ampak je rekla, da je very worth the wait, se pravi zelo, Tako. da se splača počakati, ker trenutno jih pa je tukaj gnezdi okrog 20, a ne? Ja, In se je čakanje začelo. Še nekaj bonus na svetu. Topel se oblečte, prineste si sabo kakšen prgrizek in toplo pijačo ter obvezno daljnogled. Čeprav ta znak nakazuje, da bi tu morali biti pingvini, smo bili vsi skupaj za sedaj že kar ogromno množico ljudi že zelo skeptični. Da jim prosim povej, da zamujajo. jaz moram spati ob 9. In so pokukali ven, ampak so se takoj tudi obrnili in se skrili nazaj v morju. Takrat je tudi glavni prostovoljki postalo jasno, da v resnici ne zamujajo, ampak da se bojijo tega možakarja na plaži, ki je stal ravno na njihovi poti do brlogov. In ko ga je nazornica pospremila dol z plaže, se je žurka začela. Spoznajte vrsto mali modri pingvin oziroma po maorsko korora, najmanjšo vrsto pingvina na svetu. S svojim očarljivim kobaltnim perjem in majhno postavo ta ljubek morski ptič očara srce vsakega opazovalca. To ključno nerodni so, ampak ne vas to ne zavede. Kljub svoji majhnosti je korora vešč plavalec, ki se spretno in elegantno prebija skozi valove. Evo nekaj podvodnih primerov iz Antarktičnega centra, ki so ga obiskala veliko kasneje potem v Christchurchu. Posnetki niso pohitreni, res so taki torpedoti pod vodo. V višino zraste nekje 33 cm, tehta pa le dobro 1,5 kg. Mali pingvini se prehranjujejo z lovom na majhne ribe, glavonožce, rake, za katere kar precej daleč plavajo in se celo potapljajo do morskega dna, da si ulovijo večerjo. Samice večinoma ostajajo z mladiči čez dan, ko so samci na lovi, zvečer pa se partnerja zamenjata. Ampak obnašajo se pa res kot ena skupina fantov po moškem večeru, ko izbara ne najdejo domov. Lojo, jezno mati, kako se dere, da bo bučman le najdel domačo skalo. So pa res eni taki čeblavčki. Nama je bilo rečeno, da jih bova prej slišala kot videla in to lahko tudi potrdila. Lake Tekapo je del širše okolice vznožja novozelandskih Alp, ki si seveda zasluži svoj lok za bolj proper raziskovanjem. Danes je namen čisto drug. Te čudovite barvne rastline, ki jih vidite okoli mene, so volčji bobi oziroma lupini po angleško in cvetijo samo v tem delu leta. Zato sem mogla malo skreniti s poti do najine službe, da si tole še pogledava, dokler si lahko. Zdaj, okoli mene jih vidite samo za vzorec, midva pa iščeva res tisto
pristno Instagram fotko, kjer se ljudje slikajo z polnim poljem tega cvetja. Pri jezeru Teka pa se nahaja tudi cerkvica dobrih pastirjev in tukaj je baje noro lep razgled na zvezde. Namreč Alpe, ki so zadaj, zadržujejo oblake in potem je pač prost nebo za zvezde. Ampak, kot sva že omenila, nama se trenutno mudi služba ujet, tako da se bova še vrnila na to območje in vam vse pokaževa. Tudi zvezde bomo gledali. Za to misijo sem mogla najnega Binkota odpeljati malo stran od s Kitajca nagužvane cerkve in polja pri kapelici dobrega pastirja. Že sama vožnja je bila spektakularna, krasne barve, nori kontrasti, turkizno jezero, bele Alpe, res prečudovito. Pa tudi polje sva uspela najti. Najdla. Lupinsi oziroma volčji bobi. Res imamo ful srečo, da smo tukaj ravno v pravem času, torej na južnem otoku Nove Zelandije. Namreč lupinsi cvetijo samo od konca novembra do sredine decembra. Nekateri pravijo, da se jih lahko vidi pa tudi nekje do januarja. Ampak mislim, da jih letos ne bo do januarja, zato ker sredi decembra so nekateri že kar konkretno odcveteli. Barve se pa res razpostirajo takole od bele do te modre linije, se pravi modra, viola do magenta in potem imamo še takale oranžkaste odtenke. Tale polja rožic so prečudovita na pogled, ampak lupini niso tako fletni, kar izgledajo. Namreč to je nedomača sorta, je pač uvožena sorta in pa poleg vsega je tudi invazivna sorta. Kmetje so lupine uvozili iz Avstralije, ker pač so odlično gnojilo za zemljo, potem pa so se le-ti začeli nenadzorovano širiti in v bistvu Nova Zelandija ima zelo velik problem in se le-teh hoče znebiti. Kot invazivna sorta izpodriva domače rastline, kar pomeni, da je teh vse manj, kar itak ni dobro. Poleg tega dela probleme tudi drugje. Lep primer je recimo ob rečnih strugah. Ima zelo močen koreninski sistem, kar sicer dober, se pravi, sama erozija zaradi rečne struge je manjša, ampak po drugi strani pa to pomeni, da lahko reka dela globjo strugo, ribe grejo bolj proti dnu in ptiči težje lovijo svojo hrano, tako da pa ptiči stradajo. Tako da sam problemi s temi lupini. Ja, in posledično se jih Nova Zelandija res hoče znebiti in se pač res trudijo, da jih ne bo več. Tako da v bistvu imamo še večjo srečo, da sva jih zdajle videla, ker ne vemo, kako dolgo bojo še. Ja, zakaj pa poj sploh je dober? Ja, več kot očitno za Instagram fotke so noro dobri. Poleg tega pa ne vem, če ste vedeli, se uporabljajo tudi v prehrani. Nasplošno pač volčji bob, potem ko odcveti, naredi takele plodove kot neke stroke, ker je stročnica. Sicer se več ali manj danes uporablja za krmo živali, je pa vse bolj prisotna tudi v jedi ljudi, ker je odličen vir beljakovin, brez glutena je, poleg tega ima pa tudi ogromno vitaminov in mineralov. Evo, da vam še od bližje pokažem. V okolici jezera Teka imate tudi en kup pohodnih poti z dihjemajočimi razgledi. Ampak ne moreš vedno računati na to, da te bo vreme čakalo in da bo vreme res top za pohodništvo. Zlasti ne v visokogorju in v Alpah. Spolzka skala in malo napačen korak, hitro se lahko pripeti nezgoda. Zato je res pomembno, da imaš urejeno turistično zavarovanje. Tudi ko niso na Novi Zelandiji, je turistično zavarovanje obvezna oprema vsakega popotnika. Midva priznavava na zavarovalnico Triglav, saj so se v preteklosti že izkazali za super popotnika na najinih podvigih. Njihovo zavarovanje sva namreč že koristila kar na 2 potovanjih in sicer v Indoneziji, kjer sva se zastrupila s hrano, kot tudi tukaj na Novi Zelandiji, ko sva zbolela za gripo. Ker se bližajo prvomajski prazniki, ne pozabiti skleniti turističnega zavarovanja, tudi če greš sam na Hrvaško. Tako da, če želiš pomagati tudi najmu kanalu, te spodaj v opisu videa čaka link. Ko so se naužila lepot lupinov, pa je bilo potrebno kreniti naprej. Najprej po opravkih, potem pa spat pod najvišjo goro Nove Zelandije. Tako lepa naš ponč, skoraj vsak dan priden. Najprej daš ven sivo vodo, to kar traja nekaj cajta.
Potem vzameš drekce, pekce tlele ven, Lulanje je. oziroma lululululu, Oziroma Blackwater. tako. Dajmo se lepši izražati. Ja, lululululu je čist lep izraz. Ja, pa moraš pa še svežo vodo nafilati, to imamo pa na drug To stran. je pa na drugi strani. No, evo ga našega pridnega ponča. Zdaj moram jaz še vse vece papirčke vam pobrati nekako. Mislim, splahant vam bo. Včeraj bi mogla spati ob tem jezeru s pogledom na Mount Cook, ampak je tok pihal, pač mi dva sva mislila, da bo Binko da kombičko takr odnesel skupaj z nama vred. Tok se je vse guncal, tako da sva rekla, joj, to pa pač ni lih najbolj fajn, ker tudi ne vem, koliko bi se dejansko naspala. Tako da sva se premaknila 5 km proti jugu, v bistvu v zavetje pač nekih dreves, borovcev, ja. Tako da je bilo ful bolj mirno. Sva se pa danes vrnila nazaj sem, ker pač sva mogla tole lepoto videti in imava tudi srečo, ker so se oblaki razkadili. Tamle naprej v bistvu bi mogla spati, kaj je prav tako pač narejen počivališče, ampak je dobesedno veter skozi vlekel, tako da ni bilo lušten. Drugače pa evo, da vam povem še nekaj od Mount Cooka. Mount Cook je najvišja gora Nove Zelandije in meri v višino kar 3724 metrov. Tako da gor je še sneg, kljub temu, da je tukaj le zelo poletje. Velik. Visok. Lahko greš smučat. Ja, v bistvu ja, imaš lahko božično vzdušje na gor, brez problema. Po lepotah, ki nama jih je uspela ponuditi pokrajina pod verigo Južnih Alp, pa je bil čas, da se odpraviva v regijo Centralni Otago, kjer naj jo je čakala najina prva služba. Piko, to so vse češnje in to bomo mi mogli vse ubrati. To je že nas sadovnak, ja. Čakaj, zdaj moram pa 15 na uro, boste se rekel. Pa je pa lepo pokrite, a ne? Ja, zapotečkali, kaulejte pa še niso zrele. No, tako, evo, prišla sem vkempala za najino prvo službo. Zdaj vam lahko poveva, se pravi, bova ubirala češnje. Zdaj, tako je, načeloma ta glavna sezona ubiranja češenj se začne januarja, midva se tukaj pač decembra in sva med temi first pickerji, se pravi, nek testen tim, ki malo bo testiral, a so češnje ali niso. Kar je pač, ja, pa kar je še boljš, zdaj imamo rotacijo, se pravi, malo si v sadovnjaku, malo si v packhouse, se pravi, tam, ki pakirajo češnje, malo si na kontroli kakovosti, glih toliko, da se spoznaš z vsemi aspekti dela in da tudi vidiš, kaj ti najbolj paše. Tako da v redu, a ne, da bo videla pojk pa za ta glavno sezono dela. Ja, pa glavne sezone v bistvu traja 6 tednov, tako da od januarja, začetka januarja do sredine februarja. Je pa za nama kemp, pač večina ljudi spi pač kar takole v kempu. Trenutno je še čist prazen, bo pa potem januarja po mojem napredku. Ja, zdaj ta first pickers nas je samo nekje 50, potem, ko je pa glavna sezona, nas je pa tudi do 500, tako da Kar razlika, bo kar bo. krat 10. Zdaj se šla še malo razgledati, kva tlele je v temule campsiteu pa facilitijih oziroma pač ustanovi. Težko že razmišljam po slovenski. Ja, težko. V redu. Od samih prostorov ni bilo prav veliko. Veceji in tuši v takih diksijih, potem večji skupni prostori s skrinjami, hladilniki in kuhinjskimi aparati. Na Novi Zelandiji je zelo zanimivo, da veliko industrijskih in kmetijskih obratov deluje ven iz takih kvazi stavb, ki jih tukaj imenujejo kar sheds oziroma dobesedni prevod lope. Potem so imeli še manjši barbecue area s plinskimi žari in to je bilo to. V enem od naslednjih vlogov te popeljava v ta zanimiv svet češenj, ti predstavlja vse skrivnosti industrije in bolje predstavlja svoje delo tu v Cromwellu v Centralnem Otagu, novozelandski prestolnici industrije češenj. Zato se ne pozabi naročiti na najin kanal in se gledamo v naslednjem vlogu. Do takrat pa, kakite Ano!